Zdaj je pa cajt, da gremo pogledati Mercedesov absolutni highlight tega salona. Ok, pičimo dalje z Mercedesom, mimogrede. Kar vidiš za mano je shuttle, ponovadi so to novi sodobnejši avti. Zdaj se pa tega spravil zraven dati, ne vem, ampak je kar dobra poteza, zato ker folk se vstal pa gleda. Velika sodobne električne SUV, pa ne vem kaj še vse. All you need is love. Pa Jimi Hendrix, pa valjda, kako lično izdelani surfi. Valjda sam zašel, pa nič drugega. Adijo. To se pravi, kaj smo rekli, Mercedes. Mercedes si je tukaj zunaj pripravil lušten plac, kjer predstavlja kombije, s katerimi lahko... To bi tudi nam kdaj prav prišlo. Tina, kva praviš? Se da tudi kje prespati? V glavnem. Tukaj je pa njihova največja hala, že spredi so postavili par izjemno zanimivih avtov, največje novosti so pa valjda noter, recimo Mercedesova vizija električne S-klase, prijemo pol do tega, zdaj pa najprej pogledamo te, ki so tukaj zunaj, prav. Ta prvi je tale AMG GLC 43, zraven njega je cela 45 AMG, mimogrede, tele farbe se še zdaj nisem naveličil mat, Mercedesom res ful paše. Pol pa, kdor me spremlja na Instagramu, pridemo do Maybacha Pullmana, 6.0, 630 konjev okrog, valjda V12, noter pa placa to, da se zgubiš, rabaš navodila, da ven prideš. Gremo pogledati v drugo vrsto. Se ne vem, avto danes še odklenjen, včeraj je bil. Aha, vidiš, tako Moto Doge. Kdor je videl na Instagramu, je videl, če šipa pa ne bomo gledali. A pogledamo samo. Kabina zgleda takole. Placa, kakor češ, na levi največji možen luksus, na desni pa... Nekaj, kar zgleda pol sedeža z zaslonom, ampak po moje se da ti zdel dol, pa lahko več ljudi peleš. V vsakem primeru, pa tamle zadnja luštna plava G-klasa, par smartov, praktično večina Mercedesove palete, zdaj pa pičemo noter. Takole, Mercedes v tem prvem predprostoru ponuja dva različna pola. Na eni strani tamle zadnji vidiš bolj modro obarvano, imamo elektriko, na drugi strani AMG, gremo najprej na AMG. Takole, tega modela že poznamo, A45 AMG, tale je pa tisti, ki me zanima bolj. Gre za Mercedesov čist nov model, imenuje se GLB, v tem primeru gre za AMG izvedenko, če se ne motim GLB 35, ja, evo vidiš, piše 35 AMG, oblikovno malo spominja na veliko večjega GLS-a, 7 sedežov ima, dolg je 4,63 m, koliko je to malenkost manj kot Tiguan Allspace, da boš približno vedel, koliko velik avto je. Mogoče zanimiv detajl, ker sta sedeža 6 pa 7 postavljena, je kufra res zelo malo, razumljivo, ker avto ni izjemno velik. Koliko bo prostora tamle? To bom videl, ko bom avto v drugi polovici novembra tudi pelil, sem bil vabljen na prvo mednarodno predstavitev, kar se pa dizajna tiče. Moram reči, da avto res deluje malo nenavadno, ker je zadek res fejst odsekan, ampak mi je ta pristop tudi zato, ker se fejst razlikuje od klasičnih Mercedesovih SUV-jev kar všeč. Pogledamo na hitrico še noter. Poglej, takole izgleda armaturna plošča, v osnovi arhitekturo že poznamo, ima pa par nekih detajlov ali pa oblikovnih izhodišč, ki se od drugih Mercedesovih SUV-jev vse razlikujejo. Dobro, pa imamo tukaj še uveljavljeno klasično AMG floto, tole je GT63S, tukaj zraven je GTS. Jaz bi ga enkrat rad srečal, tako, da so samo on pa jaz. Prazna cesta. Tale model tukaj, to je pa ta nov GLE Coupé, švoh se vidi, havba je odprta. Čakaj, v dozadji, tam ga pa lahko pokaže. Takole zgleda, mimogrede dober kombo črna-bela, tole je pa tale zadek, za katerega boš sam povedal, a se strinjaš z dizajnerskim pristopom, ti je všeč ali ti ni všeč. Je pa avto ogromen. Glej, dokot je spoiler. Višji od mojih zizik. Prej sem rekel dva pola, ne? AMG, to smo delali tukaj, na tej strani je elektrika. Prvi v vrsti valjda Mercedesov EQC. Osnovne podatke približno vemo, kapaciteta baterije 80 kWh, dva elektromotorja, en na sprednji, en na zadnji osi, sistemska moč, dobrih 400 konjev, 408, če se ne motim. Poglej, takole izgleda voznikov deloven prostor. To se pravi, klasična digitalna instrumentna plošča, ki jo že poznamo, upravljalnik, ki se ga dotika ta možakar tukajle, pa zelo malo klasičnih gumbov. Ok, tukaj zraven je pa EQV, to se pravi električna izvedba Veja. Zdaj je pa cajt, da gremo pogledati Mercedesov absolutni highlight tega salona. Wow, stari. A veš, hodiš 15 let sem, pa si približen, navajen, veš, kaj pričakuješ glede postavitve, pa to vidiš, pa sam, kva model. Ajde, gremo se zapoditi, gremo najdeti te glavnega, pa še vse ostalo. Evo ga, svetovna premiera avtomobila, ki bo Mercedes prav Vision EQS. Poglej,
Tole je ta avto. Avto izgleda izjemno dolg, impresiven na veliko načinov, ogromna kolesa. Mercedes pravi, da je to njihovo videnje S-klase na električen način. Zdaj, ko gledaš ta avto, je treba vedeti dve stvari. Ta prva, Mercedes bo, mislim, da naslednji let, čeprav računam, predstavil novo S-klaso. In jaz si sicer ne upam drzniti napovedati, da bo ta nova S-klasa povzela kakšno oblikovno izhodišče tudi od tega avtomobila. Vem pa tudi, da naj bi ta avto v serijsko proizvodno, ne s tako obliko, bolj zadržan, prišel tam 2021, mogoče 2022. Mercedes imam prav. A sem se zmotil. Oblikovno je avto, mislim, ko se enkrat posvetiš detajlom, te kar prevzame. Pa ne samo zaradi velikih koles. Daj, prosim, lepo poglej ti zadnje luči. Vidiš, niso klasične, imaš pa 229 malih rdečih Mercedesovih zvezdic. To pa je hud detajl. Tudi kabina je full opasna, same lepe, mehke, tekoče linije, 4-sedežanje. Pogonski sklop sestavljata pa dva elektromotorja. Skupna moč, skupna zmogljivost 476 konjev, 4,5 do 100, končna čez 200 km/h, dosega pa, tako prav Mercedes, do 700 km. Vse lepo pa prav, te študije pa napovedi, vzamejo sapo, super detajli, hud dizajn, ampak dajte raje čim prej pokazati serijski avto. Ravno kar se je cela maska prižgala, vsi to. Stari, kaj se pa kle gor dogaja? Vse ne vem. A? Za začetek, kva za hudiča je tole? Futuristična formula? Vision EQ Silver Arrow. Ja, stari, no. Malo pa je huda. A ne, da je, no. Ne vem, če se spomnite, zadeva ni čist nova, gre pravzaprav za poklon eni od srebrnih puščic od Mercedesa, dirkalniku F1 iz leta 1937. Stari, če pa neki, ne. Moram pa pohvaliti Mercedes, da se vsak let Face Orange zelo potrudijo, da naredijo ambient, ki je zelo poseben. Ne pogledaj to. Pazi to foro. Let your pulse set the tone. Se pravi, da jaz s svojim pulzom narekujem, kakšna muska je v tej sobi. Gently press your finger on the sensor. Veš, muska, ki jo zdaj slišiš, je delana po mojemu srčnemu utripu. 61 je. Ora fora, ne? A veš, zakaj je Mercedes to foro pripravil? Veš, avti se bodo znali v prihodnosti povezati, recimo s tvojo uro na zapestju. Ta mer srčen utrip. Ura se poveže z avtomobilom, avto lahko potem zazna, ali si ti pod stresom, ali si zrelaksiran, in potem ti lahko ali predlaga počitek, ker če stari, oladi malo, ali pa če ne, kaj drugega zaznati mogoče, a bi mogoče predlagal lahko tudi športno vožnjo. To je to, kar se ta glavnih stvari tiče pa Mercedesa. A ja, pa da ne pozabimo na Smarta. Smart je prenovljen, pa ne samo to, ena druga, veliko večja novost je. Od zdaj naprej lahko bi sam še električnega. Bencinskih motorjev ni več. Če hočeš bencinskega Smarta, pa boš za Twingo tako piš.